Občina Brežice je mrežo polnilnih postaj za električne avtomobile, ki vključuje 15 postaj, lociranih pretežno pri turističnih ponudnikih na območju občine Brežice, vzpostavila s pomočjo nepovratne spodbude za novo naložbo v ukrep nakupa polnilnih postaj za električna vozila strani Ekosklada. Ta sredstva so namenjena predvsem za turistične in pa ostale ponudnike, ki želijo imeti svoje polnilnice na svojih parcelah. Sistem je pa takšen, da smo od 45 tisoč evrov približno dobili 36 tisoč evrov od Ekosklada, 12 tisoč približno je občina sofinancirala. To zagotavljajo sredstva za polnilnice. Turistični ponudniki, ki so se vključili v projekt, pa so zagotovili prostor in priključek. In jaz mislim, da s tem delamo predvsem na tem, da bomo tudi mi vključeni predvsem v to neko mrežo polnilnic, trajnostne mobilnosti in podobnih stvari in seveda s tem tudi občina Brežice se postavlja na zanimiv turistični občin, ki omogoča tudi, da pridejo turisti, ki imajo električna vozila in jaz upam, da vkolikor bo še bil tak razpis in vkolikor bo še interesentov, da bomo v prihodnosti poskušali še zagotoviti dodatne možnosti polnilnic, kajti očitno je to prihodnost. Kot nam je povedal predsednik Društva e-mobilnost Slovenija Ignac Završnik, število električnih avtomobilov v Sloveniji raste, a je skupni delež še vedno precej majhen. Registriranih električnih vozil kategorije M1 jih ocenjujemo trenutno na 1500. Več kot polovica je v lasti pravnih oseb, polovica pa v lasti, ali pa 40% v lasti fizičnih oseb. Nakup električnih vozil se pri nas spodbuja s subvencijami, za katere Završnik pravi, da so dovolj visoke glede na kupno moč slovenskega potrošnika, a dodaja, da je pri tem bistven stabilen vir financiranja. Eno so ekokrediti, se pravi preko Ekosklada, kjer je ugodna obrestna mera, druga je nepovratna finančna spodbuda, bolj bistveno pa je stabilno okolje za financiranje. Kajti na osnovi tega se bodoči uporabniki, lastniki električnih vozil odločajo za investicijo. Lastniki električnih vozil so deležni oprostitve plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, na večini polnilnih postaj pa vozila polnijo brezplačno. V nekaterih občinah bodo sicer kmalu nekatere polnilnice postale plačljive. Te gre za dva sistema polnilnic. Ene so tiste hitre polnilnice, ki nekdo samo pride, natanka enako kot na bencinu. Druga so pa te bolj počasne polnilnice, ki so namenjene za turistične dejavnosti, kjer ti polniš avto od ure do 2. To pa pomeni seveda, da si ti električni avto polniš, v tem času pa seveda greš ali v turistično ali v trgovino in seveda te bojo verjetno še naprej brezplačne. Tiste, ki so pa tiste neke hitre polnilnice, ko nekdo pride pa samo natanka pa gre naprej in od tega nimaš nobene, ne turizem, ne občina, nobene koristi, tisto pa smatram, da je potrebno narediti plačljivo. Ta tip polnilnic, ki jih imamo mi, so bolj kot turistična promocija in tudi niso veliki stroški za polnjenje, so bolj počasne. Občina je pristopila k projektu zaradi zaveze iz celostne prometne strategije, ki predvideva ukrep vzpostavitve omrežja električnih polnilnic s ciljem zagotoviti razvoj trajnostne mobilnosti območja občine.